Pred zasedanjem Kitajskega ljudskega kongresa, ki bo trajal do 20. marca, je kitajski parlament nagovoril premier Li Keqiang. Kljub temu, da bo načrtovana gospodarska rast nekoliko nižja od lanske, ko je rast dosegla 6,9%, bo Kitajska številnimi strukturnimi reformami znižala število tistih, ki živijo pod pragom revščine. 强化民生兜底保障，稳步提高城乡低保社会救助、优抚优待等标准，积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量。 Peking bo še naprej posodabljal svoje vojaške sile. V ta namen je v letošnjem proračunu predvidenih še približno 7% več sredstev kot v lanskem letu. Ob tem Kitajska napoveduje tudi pošteno sodelovanje v mednarodni trgovini. 中国坚定不移推进经济自由全球化，维护自由贸易，愿同有关方推动多边贸易谈判进程，早日结束区域全面经济 伙伴关系协定谈判，加快亚太自贸区和东亚经济共同体建设。中国主张通过平等协商解决贸易争端，反对贸易保护主义，坚决捍卫自身合法权益。 Del prizadevanj za večjo kakovost življenja kitajskih državljanov je tudi skrb za okolje. Kitajski premier je obljubil, da Kitajska kljub hitremu razvoju in gospodarski rasti ne bo pozabila na varovanje okolja. 推进污染防治取得更大进展，巩固蓝天保卫战成果。今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物 PM2.5 浓度继续下降。Li Keqiang je predstavil tudi vladne načrte za prestrukturiranje slabo delujočih državnih podjetij in reforme zasebnega podjetniškega sektorja. 构建新兴新型政商关系，健全企业家参与社企政策制定机制，激发和保护企业家精神，增强企业家信心，让民营企业 在市场经济浪潮中尽显身手。 Letno zasedanje Kitajskega ljudskega kongresa naj bi bilo najpomembnejše zasedanje v zadnjih desetletjih, saj bodo poslanci v prihodnjih dneh najverjetneje potrdili ustavne spremembe, ki bodo predsedniku države in šefu komunistične partije Xi Jinpingu omogočile dosmrtno vladanje.